V letošnji sezoni je Prva liga Telekom Slovenije bogatejša za še enega novinca med prvoligaško druščino. To je nogometni klub Radomlje. Oziroma, da smo že v lanski sezoni recimo temu naredili en preskok oziroma presegli neke želje, ki smo si jih zastavili v prejšnji sezoni in si priborili to drugo pozicijo, iz katere smo imeli možnost skozi kvalifikacije, katerih lahko zdaj rečemo na našo srečo jih ni bilo. In smo se uvrstili v Prvo ligo, smo seveda zadovoljni. Po tekmovalni plati je bila ponujena priložnost pravšen izziv, toda igranje med prvoligaši zahteva urejene finance, trezno glavo in premišljen pristop, česar se zaveda tudi predsednik kluba. Odločitev je bila pogumna. Mi smo praktično šli v Prvo ligo z ekipo, ki je osvojila drugo mesto v drugi ligi. Zavedamo se, da naše finančne zmožnosti ne dovoljujejo nekih okrepitev, zato bomo pač igrali s to ekipo in se borili po svojih močeh. Verjamem, da bomo tudi kakšno točko osvojili, prav veliko pa verjetno zelo težko. Prav toliko kot točke, ki si jih bodo priborili, pa šteje igranje nogometa na najvišjem nivoju v državi. Direktor podjetja Športni park Radomlje je skupaj s sodelavci ponosen na infrastrukturo, s katero razpolaga vasica v občini Domžale. Mi želimo delati v nogometu na dolgi rok, zato smo naredili ta športni park, tako da imamo in s prvo ekipo in vse ostale selekcije res dobre pogoje za trening. Mislim, da je to ključno, da je treba delati z mladimi, da je treba ustvarjati svoje igralce in da prej ali slej bomo imeli tudi generacijo, ki bo igrala bolj pomembno vlogo tudi v Prvi ligi. Da imajo začrtano pot tudi v prihodnje, potrjuje dejstvo, da so edini poleg Mariborčanov, ki imajo B ekipo, ki bo nastopala v 3. slovenski nogometni ligi. Prva ekipa, ki še čaka svojo krstno prvoligaško točko, je sestavljena iz mladih nogometašev, ki jim na igrišču poveljuje izkušeni Janez Zavrl. Slednji se je nenadejenega prvoligaškega izziva zelo razveselil. Vedno je dober občutek priti nazaj igrati med najboljšimi. Nisem pa tega pričakoval, realno. Ko sem prišel nazaj iz Kitajske, sem rekel sam pri sebi, da bom zaključil to profesionalno zgodbo. Ampak tako se je odvilo, tukaj sva z gospodom predsednikom Marinškom se dogovorila o sodelovanju v drugi ligi. Ampak potem je ta zgodba se nadaljevala, smo samo rastali in na koncu tudi sprejeli to odločitev, da prijemo v Prvo ligo in jaz sem tudi z veseljem to sprejel. Radomlje trenutno sodijo med manjše klube v ligi in igrajo domače tekme v Domžalskem športnem parku, toda ambicije po lastnem stadionu ostajajo. Želimo si zgraditi štadion, priti do štadiona, neke projekte smo tudi že pripravili, ampak enostavno trenutna recesija, gospodarska situacija je takšna, da mi teh sredstev zbrati ne moremo. Sigurno pa, ko se bo situacija izboljšala, je to nek plan, neka ambicija za naprej in verjamem, da bomo nekega dne tudi prišli do svojega štadiona, da bomo lahko v Radomljah igrali tudi prvenstvene tekme. V Radomljah se ne bodo ustavili le pri gradnji stadiona, v načrtu imajo tudi gradnjo hotela, za katerega že imajo gradbeno dovoljenje, ter gradnjo 2 dodatnih nogometnih igrišč, ki bi že tako odlične pogoje za treninge dvignili še na višjo raven.